prej Ivo tu. Ivo ni isti župan. Bil je še nek prejšnji župan, žal pokojni, ki, ko sem mu omenil ob načrtih za naslednje leto založniške dejavnosti, mislim, da je bilo leto 2016, da bo dr. Jože Hudeles naredil krasno monografijo s poudarkom na fotografijami, skoraj da fotomonografijo starega Velenja, je rekel, no, to bi pa rad videl. Ampak s poudarkom, no, to bi pa rad videl. Žal ni videl, ker se je pač zavleklo nekaj let. Jaz sem trdno verjel po tistem, ko smo vse skupaj predali v založniški program ustanove Velenjske knjižne fundacije, da bo ta projekt nastal. Žal je Jože seveda imel obilico drugega dela na fakulteti z drugimi projekti in smo vsako leto, ko smo potrjevali program ustanove Velenjske knjižne fundacije, rekli, aha, Hudeles letos ne bo, drugo leto bo pa ziher. In ja, prišlo je leto 2022, december, in knjiga je tu. Knjiga je tu, že na prvi pogled meni je Ivo včeraj zvečer ponujal, pa sem šel ravno na občinsko proslavo v dnevu samostojnosti in enotnosti in da sem rekel, s to knjigo pa res ne bom hodil tja, ker mi jo takoj nekdo ukradil. Tam so tam malo čudni ljudje, kdo je zagotovo, kdo je vzel. In danes dejansko prvič držim. Jože, iskrene čestitke. Verjeli smo v to, da bo ta knjiga, ki je brezčasna za naprej, nastala in da bo projekt, ki bo služil, da bo publikacija, ki bo služila zanamcem, nam in zanamcem, temu, da se bomo spominjali, da Velenje ni nastalo leta 1959 ali nekaj let prej kot mesto, ampak da je kot trg in neko središče živelo že dolga stoletja prej. Jaz se veselim vseh teh novih projektov, pohvale seveda Ivu, ki ohranjajo to domoznansko noto našega širšega območja. Ivo mi je tudi že sporočil, da bo v naslednjih letih, zdaj bom zelo previden, bom rekel v naslednjih letih, ne vem točno kdaj, ampak vem, da pa imamo pravka z Andrejem Grebenškom, nastalo nekaj podobnega o Stari vasi in sem prepričan, da bo tudi ta projekt zaznamoval v naslednjih letih. Ta naš spomin je nujno potrebno postaviti na video, v javnost. Še enkrat, Jože, kaj naj rečem, na prvi pogled sijajno človek bi se zjokal in demantira tiste besede bivšega župana, no, to bi pa rad videl. In zdaj bi lahko videl. Sanje je
očetov del, kako je zapisan, zakaj je tako zapisan. Ti lahko poveš, kar hočeš, po 10 minutah te vržemo dol, ker to je na kratko. Strokovni pogovor z Jožetom, z avtorjem, bo nekje sredini januarja ali tu ali v Ljubljanka, ker si knjiga to zasluži in je treba o njej reči veliko, veliko več. Knjiga je padla v ta predbožični čas, zato bomo bolj kratki, da malo nazdravimo avtorjo prihodnemu letu. Z nami je rezervat za poezijo Vikica Razgoršek, tako da imate tu medenjake za kuhančka, ampak to po Jožetovi taki povzemovalni besedi, tako bi enega dijaka sprašal, pa ti odgovarja, ne? Dojaka, študenta, pardon. Hvala lepa. Na srečo imam samo 10 minut, ampak mi moraš povedati, ko bo 10 minut bilo, ker če ne, saj veste, ne. Jaz sem bil navajen, kadar sem začel govoriti uro pa pol, ne, to je bila norma, ponavadi so mi pa študenti potem rekli, ura pa pol je mimo, ne, tako da bom takoj začel, ker če ne, ti uvodi moji so pa sploh. Ja, moram reči, da sem izjemno srečen in zadovoljen, da je do te knjige prišlo. Tudi jaz se zahvaljujem Ivu Stropniku in Draganu Martinšku, ali pa Draganu Martinšku in Ivu Stropniku. Oba imata enake zasluge, zato da je do te knjige res prišlo. Res da je kar dolgo čakala, v svoj zagovor lahko povem, da medtem sem fejst delal tudi na drugih projektih in ravno zdaj, ko sem se upokojil, sem ugotovil, da sem spravil na svet, da je bilo rojenih detec, ne ravno v božičnem času, ampak kadarkoli skozi leto 42, torej 42 knjig. Nisem vseh sam napisal, ampak sem pa nekatere samo uredil, kar je tudi skoraj tako, da bi jo napisal včasih. Skratka, delal sem na tem področju. In moram pa reči, da je Velenje bilo zapostavljeno, pa ne zaradi tega, ker se ne bi temu posvečal. Jaz več čas zdaj sem ugotovil, da je ravno skoraj do tega leta, kar sem napisal prvi članek in objavil prvi članek o zgodovini Velenja v našem času. Vse so bili kratki članki, ampak zdaj da se misli, da sem ne vem koliko star, ne, malo čez 50 sem že, no, ampak koliko pa ne bom povedal, ampak vendar dolgo se ukvarjam za zgodovino Šaleške doline. Začel sem se pa z njo ukvarjati skoraj da na tem prostoru. Ne ravno v vaši kuhinji, ker zdaj stojimo v kuhinji Dijane Janežič, tu so njeni stari starši bili doma, to niti ne vem, a veš, da je bil tu tvoji staroče, tvoj mrzlo stric. A veš, pa ne vredo. Skratka, tu si bila ti doma, oziroma vsaj tvoji stari starši, ker tamle čez cesto, pa moja stara mama in jaz sem tu preživljal, bi rekel, vsak dan kako uro ali dve. Ko sem šel iz šole, sem se oglasil pri stari mami, ona mi je kupila mlečni kruh. Tako bo ta, rekel moj nagovor, bolj resen bo potem čez en mesec v knjižnici. In tam je ta knjiga začela nastajati, ko sem bil star, ne vem, 13, 14, 15 let. Šla je vsak dan po mlečni kruh, odrezala mi je kos mlečnega kruha, veš, da sem prišel lačen do nje po šoli, ne? In potem je ona razlagala o ljudeh in hišah v starem Velenju. Tako da v bistvu sem jaz vse te ljudi poznam že 50 let iz pripovedovanja stare mame. Neskončno mi je žal, da si teh zadev takrat nisem zapisoval, sem pa mi bila, da sem knjiga dvakrat debelejša. Potem je pa trajalo izjemno dolgo, da sem jaz ugotovil, da pravzaprav ne samo stara mama, ampak tudi moj oče
je podedoval vse tisto, ampak midva se nikoli o teh zadevah nismo pogovarjala, začela sva nekako pred 4 leti, oziroma tako bom rekel, kadarkoli sem se lotil kakršnega koli projekta povezanega z Velenjem, z kakršnekoli raziskave o katerikoli temi v Velenju, pa naj je bilo to šolstvo, kultura, ne vem, gospodarstvo ali karkoli, sem vedno najprej šel v Kočetu. In pol mi je on povedal, komu naj gre, kdo največ ve. In trajalo je približno 45 let, da sem jaz ugotovil, da pravzaprav edini, ki pa res v Starem Velenju in v ljudeh v Starem Velenju vse ve, je pa moj oče. In sem potem začel pred 5-6 leti hoditi k njemu, 2-krat na teden, oziroma vsak dan sem bil tam na kavi, ampak 2-krat na teden sem jaz pol še malo posedel, brat je šel domov, travo kositi, ampak že kaj pametnega početi, jaz sem pa sedel tam pri očetu in sva se pogovarjala, posnela, še zdaj ne vem točno koliko, ker sem to poslušal. Šla so pa potem od hiše do hiše, tako kot je tudi v tej knjigi. In sva šla prvič, ko sva šla drugič, so bile že nove stvari noter, ko sva šla drugič in pol, se je še več stvari spomnil. Skratka, ta knjiga bi, če bi še imela čas, pa je žal oče lani preminul, in sem jaz potem nekako ugasnil to, ker nisem mogel tega teksta več gledati. Letos sem pa po enem letu od očetove smrti sem pa rekel, ne, zasluži si to in dejansko sem potem začel pisati to knjigo. Avtor je pa seveda Jože Hudales starejši. Zapisal sem jo seveda jaz, ampak sem se trudil, da bi v tej knjigi, torej beseda, ki je tu zapisana, res bila očetova in res bila tudi velenščina. Mogoče bo kak jezikoslovec, Klara, mogoče imela kako pripombo, kar se tega tiče, ker smo, bi rekel, to velenščino zapisali na tak dokaj nestrokovni način, ampak velenščino boste že vedeli in jo boste znali brati kot velensko knjigo. Tako da je, bi rekel, tudi ohranjenega nekaj tega njegovega govora in te njegove velenščine, to pa moram povedati, ne, zdaj nisem čisto prepričan, kdo mi je rekel, mislim, da je bila to Vidaš, že pokojna, ki je tudi Velenčanka, Butijeva, njeni predniki so ravno v naši hiši stanovali in so imeli usnjarno tu, to je bila usnjarna čez cesto, ampak to tam okrog leta 1890, kaj takega, potem je pa, bi rekel, tovarna usnja, Šoštanj, vse ostale usnjarje v celi dolini, bi rekel, potovkla, niso bili več konkurenčni. No, potem je pa moj star oče se tu še naprej z usnjem ukvarjal in je imel čevljarstvo. No, to je mogoče tisto, kar sem hotel povedati, ampak dejansko je zaslugo za to knjigo ima neverjeten spomin očeta, ki je res vedel ogromno stvari, ne samo o stvareh, ki jih je sam opazoval in videl v Velenju, ampak tudi, ki jih je on v številnih pogovorih slišal od starih Velenčanov. Moram reči, da tudi ne vidim sicer nobenega tu, ampak oče je zadnja leta, ravno takrat, ko sva tudi midva delala te intervjuje, oziroma ko sva se spominjala starega Velenja, starovelenskih hiš in starovelenčanov, imel eno tako družbo, kofetarsko družbo, v kofetarstvi, jasno, ki je pa drugi. In tam so se dobivali stari Velenčani, nekateri so bili samo tisti, ki so delali na rudniku, nekaj je bilo pa tudi Velenčanov, ki bi, recimo, Glavače, eden je bil takih, ampak njihova hiša je bila čez Pako. To pa je že pomenilo, da ni več Velenčan, ker Velenjski trg je bil do Pake in se pravi, podverniki so bili zadnji pa Mekše, pol naprej so bili pa že starovaščani, skratka vaščani, mi smo bili pa Tržani, tako da tu niso se radi gledali med sabo. Andrej je že prej so omenili, da nastaja tudi ena knjiga o Stari vasi, jaz sem jo že imel v rokah,
zaenkrat ima sam 700 strani, tako da čaka še ene 200 jih more napisati, bo pa začel krajšati, pa je. Ampak neskončno se veselim te knjige. In še to bi rad rekel, to seveda je očetova knjiga o Velenju, mojo knjigo, ki jo jaz pišem že 50 let, oziroma rajši rečem, za katerega gradivo zbiram že 50 let, skoraj 50 let, ta knjiga bo pa še ne nastala. In tam bo pa res prava zgodovina Velenja, recimo 18. 19. starejše obdobje, najbrž v Novšaku, mislim. Nikoli bil specialist, ampak 18. stoletje, pa 19. je pa že bilo moje, pa 20. seveda tudi. Tako da, ni zadnja moja beseda, jaz imam posebni plan, da vsako leto eno knjigo, od zdaj naprej, ko sem v penzionu, tako da. In kar lepo sem začel, upojil sem se pred enim mesecem, tako, evo, in prva knjiga je krasna. Res je pa, da sta videla, bi rekel, začela delati na tem, da bi ta knjiga nastala. In županu zdaj še ne vem, bomo rekli, ali pa mu bom nesel to knjigo, plačal iz svojega žepa. In vesel bom, da je. Jaz sem pa vedel, da bom, ker sem bil to dolžen narediti. Ne samo očetu, ampak seveda tudi sebi in moji zavezanosti. Ker večino stvari, ki sem jih jaz napisal, in tega ni tako malo, zadnjič enkrat sem gledal, moja bibliografija ima 380 naslovov, skratka 30 strani, samo naslovov člankov, in sem gledal, več kot polovica je vendar Šaleške doline, ampak več kot polovica jih je nastala v tistih časih, ki so že zdavnaj mimo. Se pravi, jaz večino stvari v Šaleški dolini sem napisal tam do leta 2002, potem pozneje pa sem si zbiral gradivo, ampak pisal pa nisem več toliko, ker sem pisal Šenčur pri Kranju, pa take zadeve. Ali pa Huda jama, Laško, pa take zadeve. Dobro, hvala, da ste me prišli poslušati. To še moram reči, neskončno sem vesel, ker vidim, bi rekel, tam moje mladostne prijatelje, fante, s katerimi smo preživeli tule, ne toliko na tej cesti, ampak takoj tam nazadej je bil Anclinov Marov, pa Anclinov Kozovc, pa smo se tam igrali nekako za našo hišo na Fojtovi, tam je bil krasen travnik na Fojtovi cesti, tam smo vedno bili. Ti si bila pa še pregledala, tebe je? Vem, da veš, ja, ampak s tabo samo smo igrali, kaj se bila pregledala. Ste večje punce gledali, Ne, sami fantje smo bili. Ena punca je bila zraven tam Anclinova Mira, ampak nismo nekaj, so vsak bomo vzeli, ne? Ni bila v naši družbi. Dobro, še enkrat hvala vsem, ki ste prišli. Bolj resen pogovor o tej knjigi bo pa kmalu. Evo, 10 minut, jaz pa malo česa, jaz sem strpil, tudi še 5 čakaš, pa 5 minut počakam, ne? Nam za kuhanček te prevre, pride ne stanje pospremi še in zaželi srečne, božične in veselo novo. Imam to možnost, da tistim zaslužnim podarim 3 knjige, mislim, zaslužni, to so različni pogledi, ne? Prvemu sem že dal, drugemu sem že dal. Tretja je oblikovalka, ki je še ni videla, tam je eno drugo pogledala in si zagotovo zaslužiš te vse po Avstrijo. Danes pa je lahko Jože Kudales Glumo dolga leta v bivšem kulturnem centru in nedvomno bil zaslužen tudi bivši direktor kulturnega centra Ivanavnika Vlado Vrtino. To je pa knjiga, mi moramo knjige tudi prodajati, ko imamo knjigomat, da tudi navajamo, da je knjiga neka vrednost, da ni to drvo, da ni to pivo je 2-5 evrov, knjige pa morajo biti zaston. Ne. Danes je izjenoma, da je lahko celo kupite 25-30 izvodov po 25% božičnim popustom. Po novem letu je pa prigorino, pa pri fondaciji to 25% dražje. Prvi, ki pa je spletno knjigo naročil in je pripravljen plačati,
Na ključe je, da je to predsednik Krajevne skupnosti Staro Velenje, ampak je prvi dal glas, da plačam in ti podarjamo in honorar. Tako, ko je to, pride nas Tanja pospremi v božični čas, potem pa Vikicak za kuhančko, lahko za avtorje prokramljate, uro, dve, kako čete. Vam tudi osebno kot urednik fundacije želim eno mirno, srečno, ne vem, tako zdravo leto, da bo vse to dobro, tudi bo leto šlo. Srečno. Hvala lepa. Donde sea que ya estaré, tu corazón alcanzaré y una sonrisa, tu mirada pintaré. No habrá distancia entre los dos, al viento volaré mi voz, con mis deseos a tu alma. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año de felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año de felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año de felicidad. Żelimo wam sreczy Bożej, żelimo wam sreczy Bożej, żelimo wam sreczy Bożej, życzę dobro i serca. Nervočno držne, mislim, da se zasluža še en aplaus, to pa lahko je. Da, se lahko izame. Prosto pa bi mislil. Evo, hvala.